razstava Irvinov nosi podnaslov Slepa pega slovenskega slikarstva. Vsi vemo, kaj je slepa pega. V bistvu je to slikarstvo, ki igra na nek drug princip, kot so znani slovenski slikarji v bistvu upodabljali svoje slike. Princip je seveda retroavantgarda. Retroavantgarda je tista avantgarda, ki v bistvu zanika vse dosedanje avantgarde, pa vendar se napaja v pravzaprav njihovih izhodiščih. Slepa pega. Slepa pega je v bistvu ničelna točka. Točka, kjer Irvini uprizarjajo nek nov modernizem, neko novo avantgardo. Celo bi se upal trditi, da je to ena od zadnjih avantgard, ki jih poznamo. Eden od zadnjih modernizmov. Seveda poznamo visoki modernizem, nekega Emerika Bernarda. Prav zato sem k tej razstavi postavil 3 dela slovenskih umetnikov, ki zaznamujejo nekakšne vzporednice. Pravzaprav so slikali v istem času kot Irvini. Zelo zanimivo je, da je diptih Emerika Bernarda nastal prav leta 1984, ko je tudi slika, recimo tukaj skodelica kave, v bistvu bila naslikana kot ena prvih slik. Irvini so bili sicer ustanovljeni 1983, vendar je prva razstava sledila naslednjo leto kot nekakšna, ko bi rekel, reinterpretacija ene druge razstave, ki je bila v Düsseldorfu, Back to United States. Pravzaprav zdaj praznujemo 40-letnico Irvinov in njihovega ustvarjanja. Seveda sem dal poudarek na nečemu, kar je seveda tako značilno za Irvine, na križu. Križ ima dolgo zgodovino. Križ pravzaprav od starorimljanskih križanj Jezus Kristus. Križ je tam ne samo Jezus Kristus, ampak je vstajenje. Vendar se je to potem vse izpridilo. Križ v srednjem veku je zaznamoval pregon filozofov, znanstvenikov, ki so goreli na grmadah. In največja usoda križa je nacizem. Nacizem kot eno zadnjih obdobij, ki v imenu križa uničujejo v bistvu človeštvo in pa seveda njihov genocid. No, te križi so me še posebej privlačili, na kateri so postavljeni tako, kot so bili prvotno na vzhodu, vendar z nekim drugim kontekstom. Križ pri Irvinih nima ne socialne, ne družbene, ne ideološke konotacije. Križ pri njih pravzaprav je očiščen vseh drugih, ko bi rekel, vsebin. Jaz bi rekel za Nietzschejem, da so njihovi križi kot zvezde, kot ozvezdje. Nietzsche govori o Gestirn, o zvezdju, o večnosti, o Ewigkeit, o večni da biti. No, vzporedno so seveda nastajale več ali manj priznane slikarski pristopi,
In tu naj omenim pravzaprav visoki modernizem Emerika Bernarda, figuraliko. Zanimivo je, da je tudi ta slika Živka Marušiča iz istega obdobja, iz začetkov Irvinov, in pa nekakšen postimpresionizem Joni Zakonjšek. Ona je posebna, zato sem jo tudi uvrstil v ta izbor vzporednih slikarskih praks. Ta vzporednost nam da misliti, da takrat, ko je se uveljavljala moderna slikarska šola v Sloveniji, pa Evropi, v Ameriki, je iz nič nastala skupina, ki je popolnoma na nov način razumela sliko, slikarstvo in pa svojo, ko bi rekel, usodo, ne samo usodo, mislim, svoje, kaj bi rekel, poslanstvo. To poslanstvo retroavantgarde je tudi tu v tej galeriji tokrat na ogled.